Peš most čez Savo je na nek način spodbudil kar nekaj polemik v javnosti. Jaz mislim, da so neupravičene, namreč ta ideja tega peš mosta je že zelo stara. Lahko rečem, da sega nekje v sredino 90-ih let. V občinskem svetu se je izpostavila ali pa artikulirala, če tako rečem, in sicer skozi idejo, ki je podal gospod Jože Habinc. Gre pa pravzaprav za neko idejo, ki pomeni neko dodatno mestotvornost. Namreč Krško kot mesto je razdeljeno na dva dela. Pravzaprav bi rekel, na nek način ga je reka Sava presekala na dva dela. Ta izraz namensko uporabo zato, ker dejansko je Krško raztrgano na dva dela. In če želimo, da to živi kot eno mesto, moramo narediti čim več povezav med enim in drugim bregom za različne namene. Jaz mislim, da ta del, ki je namenjen glavnemu prometu, je bolj ali manj z obvoznico dokončan. Dobili smo pravzaprav tri mostove, ki so pravzaprav polno funkcionalni in se tudi zelo dobro koristijo. Novo vsebino pa bo mesto dobilo tudi, če bomo omogočili prehode pešcem. Mesto se bo razvijalo naprej tako, da se bo bližalo k Savi. Tudi območje Vipa pa bo nekoč neko naseljeno območje, ki bo potrebovalo in bo nudilo dostop do Save. Seveda pa moramo občanom nuditi tudi možnost, da lahko prosto prehaja z enega dela reke na drugega. Nekako je stari del mesta zapostavljen skozi to, da pravzaprav iz Vidma ne moremo priti v staro mesto, ne da bi prehodili kar lep del poti. Imamo dostop, vendar ta dostop ni najboljši. Zato smo nekako podprli to idejo že pred leti. Se pravi, mislim, da nekje leto 2004 je bila ta pobuda gospoda Habinca in smo to idejo podprli. Zdaj jo počasi uresničujemo, imamo jo že ves čas v našem proračunu. In jaz mislim, da bo to ena zelo lepa pridobitev za samo mesto Krško, ker ne bo to en običajen most, ampak bo to most v loku. Bo zelo zanimiv, mislim, da bo tudi po svoje neka turistična atrakcija. Hkrati z mostom urejamo tudi prehod preko železnice in ceste, tako da bomo mi pravzaprav lahko povezali in dosegli ta namen, se pravi Videm s starim mestnim jedrom, da bo lahko pešci pravzaprav na enostaven in hiter način lahko prehajali do tam. Investicija je bila deloma podprta tudi sredstvi nuklearne elektrarne, ki smo jih nekako izposlovali, če tako rečem, v fazi umeščanja objekta suhega skladišča v prostor. Tako da mislim, da sama konstrukcija ni problematična. Prepričan pa sem, da bomo skozi leta spoznali, da je bila to zelo dobra in pametna naložba. Verjetno v mislih mnogih starih Krčanov še vedno nekako se stari leseni most tam vrti in razmišlja o njem, ki je bil lep element, ki je dal tisto tipično podobo mesta Krško, pa je žal izginila.